Prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Morda niste vedeli. V celoti jo bomo posvetili našemu 7. zasavskemu humanitarnemu teku. Veseli smo, da je tudi letos z nami kozmetični salon Petra Izlake, ki deluje v tej stavbi za mano, v stavbi Doma starejših Izlake. Petra, midva se že kar nekaj časa poznava, ampak tale dejavnost je pa začela žalostno, kaj ne? Ja, res je. Res. Kako je bilo? Začela sem pred dobrimi 4 leti. 2 dni pred otvoritvijo mi je umrl oče. Čisto nepričakovano. Srčni infarkt. Tako da v bistvu je bil bolj grenek priokus, no. No, jaz se tega dogodka kar precej dobro spomnim. Bila sva sodelavca, moram reči, eden boljših ljudi, kar sem jih spoznal. In res vem, kako se je veselil tega dogodka. Pa vem tudi, kako je sodeloval pri opremi tega salona. Ja, res je. V bistvu najbolj sem imela podporo od očeta in v bistvu po eni strani sem si vzela kot dobro namensko, saj sva zaradi salona tisti mesec najbolj bila v stiku, no. Pomagal mi je pri raznih spletnih straneh, pri izdelavih letakov, potem pa nažalost 2 dni pred otvoritvijo nepričakovano umrl, no. Po mojem si je tudi zato zelo želel, da greš na svoje, ker je bil kar sam nekaj časa brez zaposlitve, ne? Ja, res je. In vem, da se je tudi zaposlitve na takrat televiziji ETV, kjer sem bila skupaj, zelo veselil. Zato je verjetno tako noter padel, ko je tebi pomagal uresničiti želje. Ja. No, in si zdaj izpolnila njegova pričakovanja? Mislim, da sem, no. Jaz sem se vedno pohecala, da v bistvu je bilo kot cvetje v jeseni. Ko je od veselja sem rekla, da je mogoče bilo še hitreje spodbudilo to v hecu, no. Ja. S kakšno dejavnost si začela? S kakšno dejavnostjo? Začela sem v bistvu v celoti tako kot sedaj. To so pedikure, masaže, manikure, nege obraza, depilacije in podobno, no. Vem, da si imela na samem začetku, tudi o tem bi oče veliko govoril, ribice. Ja, res je. Začela sem s pedikuro, ki jo izvajajo ribice Gara Rufa. To je bil nek hit v tistem času. Potem pa nažalost ta storitev ni bila tako povpraševana, tako da sem se bolj držala klasičnih pedikur, no. Verjetno ni bil dovolj samo tvoj prijazen obraz, vedno nasmejan obraz, ampak verjetno tudi kakovostna storitev, da se je to prijelo. Kako gledaš zdaj po 4 letih in pol si se usidrala na Izlakah? Mislim, da sem kar zadovoljna in vse skupaj mi je kot krasna celota, no. Tako da sem kar zadovoljna, no. Ampak svoje storitve ne opravljaš samo v tem salonu, ampak greš tudi na dom. Kako je s tem? Tudi posluževala sem se temu, sedaj pa sem kar bolj v domu, no. Imaš ti kakšnega naslednika? Ne vem, ali pa če greš v bolniško, ti to pomaga? Rečem, hvala Bogu, še ni prišlo do tega, no. Med poletjem imam dekle, ki mi pomaga, ki je malo več povpraševanja po teh storitvah. Drugače pa zaenkrat vztrajam še sama, no. Imaš tudi sestrico, jo kaj zanima ta dejavnost? Na začetku jo je zanimala, sedaj pa se je podala v šolo čisto v druge vode, no. Tako da zaenkrat ni nič duha, ne sluha v tem, no, da bi jo zanimalo. No, jaz prav veliko dejavnosti tvojih nisem izkusil, sem masažo, moram reči, da je zelo prijetna. Kaj pa največ opravljaš? Mogoče masaže? Bi kar rekla, da največ pedikure, no, potem sledijo masaže, manikure, tako da še vseeno je pa pedikura tista najbolj povpraševana, no, storitev.
če bi šla še enkrat da bi bila še enkrat pred odločitvijo, da greš na takšno pot, bi šla še vedno? Mislim, da ja. Pogosto imaš tudi kakšne obiske, danes je bila tu carina, ne? Ja, res je. Tudi je to pogosto? Ja, je kar pogosto, no. Torej, treba imeti papirje? Kar bolj ko ne, v nulo mora biti vse urejeno, tako da enkrat na leto kar pričakuješ lahko kakšen obisk, no. Tako da se spopadamo tudi s temi problemi. Verjetno ne samo jaz, tako v celoti vsi, no. Tako da tudi to. Prej sem dejal, da pridem kdaj sam v salon na masažo, ampak tisto ni glih boleča masaža. Zdaj, ko bom tekel tistih 100 km, če bo uspelo, to pa vem, ker me vse boli, da takrat pa tudi masaža malce boli. Ja. No, kakšne masaže se izvajaš? Jaz izvajam klasično masažo telesa, lahko je delna, marsikdo ima probleme samo s hrbtom in se bolj hrbta poslužuje. Potem masaža z vročimi vulkanskimi kamni in pa refleksoterapijo. Kakšno masažo boš pa izvajala na tem našem humanitarnem teku? Mimogrede, ti se boš za tisti dan, petek 11. praktično odpovedala dnevnemu zaslužku, ne? Res je. Če bi bila tu v službi, bi verjetno nekaj zaslužila, tako boš pa bolj kot ne meni pomagala, čeprav boš verjetno nudila komu, ki bo želel, potekačev tudi. Nekaj bo treba plačati, ne? Tako, v bistvu gre nekaj v humanitarne namene. V bistvu lahko se masaža udeleži katerikoli ali pa pride samo pogledati, se malo na posvet, povpraševanje, kaj si lahko pri meni privošči in to je to. Priporočljivo je pa v tistih bolj zgodnih urah, ne, ker potem tiste zadnjih 5 ur je bolj kot ne za mene rezerviralo. Ne? Tako, za krče. Ja. Kako to, da, ne vem, tako rada vedno na prvo besedo, minuta pogovora, vedno pristaneš, da boš sodelovala na tem zasavskem humanitarnem teku? To je v bistvu... Ne vem, jaz pravim, vedno vse se z nečem povrne, ali daješ slabo, ali daješ dobro. Tako da se mi zdi, da v bistvu vse enkrat dobiš nazaj, no. In ti rada daješ dobro, ne? Ja, slabo sigurno ne. Tako da dobro je tisto, kar rada dajem, ja. Tudi 7. zasavski humanitarni tek soorganiziramo Mitja Duh iz Športno-humanitarnega društva Človek, potem Laura Izgoršček iz Društva prijateljev mladine Trbovlje ter Zavod za šport Trbovlje. Seveda tudi moja malenkost, ki bom poskušal na ta dan preteči 250 krogov ali 100 km. Laura, bliža se 11. maj, petek 11. maj, naš 7. zasavski humanitarni tek. Ti bolj skrbiš za vse tisto, kar se bo sočasno dogajalo. Jaz bom bolj za kilometre pretečene poskrbel. Daj mi povej, kdaj se bo vse skupaj čisto uradno začelo, pa kaj se bo dogajalo na teku? Tako je čisto uradno, je otvoritev, oziroma uradno bom rekla ob 6. zjutraj in vse do 22. ure zvečer imamo nekako pripravljeno, s tem, da Igor začne steči tam okrog 7. ure, približno smo rekli, glavna otvoritev bo ob 10. uri, ko se nam bodo pridružili tudi otroci vrtcev, šol, srednjih šol, ki bodo stekli vsaj en krog, če ne že več, čeprav otroci znajo kar veliko preteči. Poleg tega bomo takrat začeli tudi s kulturnim programom, z nami bo čarodej Martin in pa Anja Pusta-Klajovic, svojo skupino, da bo čim bolj obarvano, zanimivo tudi za otroke. V letošnjem letu smo pripravili tudi kar nekaj stojnic, tako da se bodo predstavila društva in na svoj način nam pomagala, da zberemo čim več sredstev. Prav tako pa bomo tudi v popoldanskem času, tam nekje med 16. in 18. uro, poskrbeli za kulturni program. Predstavila se nam bodo kulturna zasavska društva. Boš letos kaj pripravljena na tek? Bom pripravljena na tek. Daj mi še povej, na kakšen način se na teh humanitarnih tekih zbira denar. Jaz vem, ampak dobro je pa, da vedo tudi drugi. Tako je, pri vstopu na sam stadion Rudar bodo naše prostovoljke, ki zbirajo prostovoljne prispevke. Vsak, ki se odloči oteči krog ali več, lahko prispeva poljuben
znesek, no, nekako smo obeležili 5 evrov, bi bilo super, ne, če dajo pa še kaj več, še boljše. Na licu mesta oddajo prispevek prostovoljkam, če želijo, mi vodimo sicer evidenco, torej če želijo, da se napišejo, drugače pač anonimno. Kdor pa se teka mogoče ne bi uspel udeležiti, pa seveda lahko znesek nakaže tudi na račun društva. Vsa leta je z nami tudi Mitja Duh. Letos se je odločil, da celotno traso ne bo pretekel, ampak člani njegovega društva bodo pa poskrbeli tudi za varovanje, ne? Ker to mora biti vse pod predpisi. Res je, kar veliko je neke dokumentacije, papirjev zadaj, da sploh izvedemo en takšen humanitarni tek oziroma celodnevno prireditev, tako da smo veseli ne samo, da sodelujo naši prostovoljci, ampak tudi številni drugi prostovoljci. Eni so tudi od Mitjata, ki bodo poskrbeli, da bo prireditev potekala varno in seveda nam pomagali tudi na vseh področjih, ne? Ker potrebno je in zelo pomembno smo opažali v preteklih letih, da imamo dovolj prostovoljcev, da beležijo kroge, ne? Zavod za šport je pa tudi verjetno ena tistih inštitucij, kjer se ponavadi v eni minuti vse dogovoriš, kaj? Vsekakor mislim, da gospod Bravec je zelo pripravljen sodelovati, pomagati, kar nam zelo, zelo olajša delo. Ves dan bo pa zraven tudi Darko Kunič, če se ne motim. Res je, Darko nas spremlja tudi že kar precej let, moderiral bo kompletni dogodek, poskrbel, da predstavi vse sodelujoče, vsa društva in predvsem mislim, da popestril celoten dan. No, zdaj pa še tisto, kar je ponavadi za nas organizatorje najtežje, to pa je, da je težko izbrati, za katero družino, za kakšen namen se bo teklo, kajti interesentov je veliko. Žal, ne moremo za vse. Res je, mi se trudimo, mislim, da vsi skupaj, ne, vsako leto, da pomagamo tistim najbolj potrebnim pomoči, vemo, da jih je veliko, pomagali smo že mnogim, letošnje leto smo se nekako odločili, ne, da se osredotočimo, ker je to le za Savski tek, tako na Trbovlje, Zagorje kot Hrastnik in smo tudi s pomočjo Rdečih križev z vsakega kraja izbrali tiste družine, ki imajo predvsem otroke s kakšnimi zdravstvenimi težavami in res potrebujejo pomoč, da omogočijo otrokom čim lepše otroštvo. Se ti zdi, da se je zasavski humanitarni tek dodobra ukoreninil v Zasavje, tudi v ta zasavski prostor? Vsekakor mislim, da v tem času bi že opazili, če nas ne bi več bilo, ne? Tako da mnogi vedno več prihajajo, radi se udeležijo, kar pa nam je vsekakor pomembno, ker s tem naredimo, kot pravimo, nekaj za svoje zdravje, ne? Po drugi strani pa tudi za pomoč ljudem v stiski. Ponavadi se na tekih zbere od 2000 evrov pa tudi do 5000 evrov in kar je najpomembnejše, vse gre za namen. Res je, vsekakor to je bila že naša začetna odločitev, da vsa sredstva, ki se zberejo, grejo za tisti namen. Ne jemujemo nobenih sredstev tu za materialne stroške, ne za provizije, ne za nič, ampak točno toliko, kot bo zbranega, kar bo tudi prešteto, sodelovanje tudi seveda z drugimi, podpisano, gre naprej tem 3 družinam v letošnjem letu. Zoran, 11. maja bo spet zanimivo v Trbovljah, 7. zasavski humanitarni tek. Že večkrat, če bil zraven, boš tudi tokrat, kaj ne? Ja, seveda. Torej, tudi tokrat bom zraven in tudi tokrat bom tistim, ki najbolj vztrajnim, dal majhne darilce, da bodo lahko še bolj vztrajni. In kaj bo to? Ja, to smo rekli, da bo steklenička rensa, velikost bo odvisna od tega, koliko bodo posamezniki vztrajni. In kako gledaš na tovrstne humanitarne teke, sploh takšni, ki so organizirali za to, da pomagajo tistim, ki se soočajo s kakšnimi hudimi boleznimi? Gledam pravzaprav kot zadeve, ki pomagajo reševati slepe pege uradnega zdravstvenega sistema in pa zavarovalništva. Torej tisto, kar rešuje ljudi, ki si preko tega sistema ne morejo privoščiti zdravljenja svojih otrok ali pa pomoči svojim otrokom in take zadeve pomagajo. Torej humanitarnost sama po sebi je vedno pozitivna. Žal je, da jo moramo uporabljati v zadevah, kjer bi moral nastopati sistem že bistveno prej. Katja, že vsa leta si z nami na teh zasavskih humanitarnih tekih. Tudi tokrat bo. Kako to? Tako bom rekla, tudi mi smo bili deležni pomoči za našega Kristjana, za kar sem zelo hvaležna in
v bistvu tudi sama želim prispevati v tej akciji, tako da letos, v bistvu že lansko leto in ponovno letos imamo možnost. Jaz bom tako povedala, v Zasavju imamo veliko dobrih športnikov, veliko ljudi s srcem, ki lahko pridejo na Rudar, lahko tečejo za bolne otroke. Ne? Se pravi, za določeno število pretečenih kilometrov bojo imeli možnost preteči za stekleničko Rensa. Se pravi, za to prehransko dopolnilo, ki ga lahko namenimo bolnim otrokom, za pomoč bolnim otrokom. Tako da jaz mislim, da je tukaj res veliko ljudi s srcem, ki trenirajo, bom rekla, vsakodnevno, ne pridejo 11. maja narediti en trening za pomoč otrokom. Tako preprosto. In to bo šlo na ta način, ne? Vsakdo, ki se bo odločil, da določeno število kilometrov preteče, lahko bo za sebe si to stekleničko pritekel, lahko jo bo pa izročil tebi, ki boš tam. Tako, lahko jo podari, bom rekla, društvu. Mi imamo na društvu spisek otrok, ki so na terapiji, oziroma otrok, ki se želijo vključiti v terapijo, pa pač niso sposobni zaradi finančne nezmožnosti. Vemo, da tudi pri Žanu je takšna situacija in pri veliko naših otrocih, tako da na ta način bomo majčkeno pripomogli, ne, k zdravljenju, pa upam, da k skorajšnjim napredkom naših otrok. No, treba je pa še kakšno besedo povedati tudi o tem prehranskem dopolnilu, o Rensu. Zaenkrat se kažejo zelo dobri rezultati pri tistih otrokih ali pa pri tistih ljudeh, ki imajo avtizem. Tako, jaz bom tako povedala, naš Kristjan je na Rensu že 1,5 leta. In mi imamo zdaj v bistvu v tem času skoraj normalne izvide. Se pravi, izplavljali smo aluminij iz njegovega organizma, aluminij plus ostale težke kovine, tako da izvidi so pravzaprav že skoraj normalni, ne? In to je to. Zdaj bomo pa samo prosili še, da bo lepo vreme, ne? Tako, upajmo, držimo pesti, ne? Ja. No, še hrastniška družina je z nami, no, ne vem, če sem prav povedal, ampak živite v Hrastniku. Tudi za vašo družino bomo na tem zasavskem humanitarnem teku tekli. Dajte se malce predstaviti, kakšno bolezen imate v vaši družini? Moje ime je Peter. Naša hčera Ana ima sladkorno bolezen tipa 1A. Odkrili smo jo 11.5. prejšnjo leto, 2017. In takrat smo pol šli v Ljubljano, da smo se naučili, kaj se ubadati s to boleznijo. In zdaj nekako gre. Kako ste vi kot mamica sprejeli to, da je hčerka bolna? Moram reči, da v bistvu sploh še nisem dojela. No. Treba se je spoprijeti, treba je živeti vsak dan s tem, ampak v glav še ni tisto, da je bolana. Kako pa država za bolne otroke poskrbi? Jaz moram reči, da v Ljubljani, ko smo bili super, fajn, tudi zdravniki, so pa problem tudi pri pomočki. Ana je julija začela z inzulinsko črpalko. Inzulinska črpalka je povezana s senzorjem, ki nam na vsake 5 minut kaže na črpalk, koliko je sladkor. In te senzorje mi dobimo na leto 40, ne, kar pa ne pokrije vseh 365 dni. Ne. In vi ste tudi zaradi hčerkine bolezni morali pustiti službo? Ja, Ana rabi v bistvu 24-urni nadzor. Tudi zdaj septembra je šla v 1. razred, ima sicer svojo spremljevalko, ampak spremljevalka ni, da bi bila zdaj naučena o sladkorni bolezni, kako mora narediti, kaj mora narediti, tako da moram biti skozi pripravljena, da če me pokliče, da pridem v šolo, pa pač odreagiram. No, prišli boste pa zagotovo tudi na ta zasavski humanitarni tek. Mimogrede že kaj trenirate, boste šli tudi kakšen kilometer z mano? Ja, bomo, sigurno. Bomo šli vsi trije, ne, Ana? Ja. Tako. No, Ana, ti si pa športnica, ne? Ti pa treniraš karate. Kako si pa ti sprejela to bolezen? Te kaj moti tista črpalka? Ne rečem, da me nič ne moti. Kako pa še šolci na tebe gledajo? Vejo, da imaš sladkorno? Ne rečem, da eni vejo, eni pa še ne. Jaz vem, da če imaš sladkorno, da sladkarije niso glih priporočljive, ampak narediš kakšen greh kdaj? Tam pa dan ga naredim. Boš prišla tudi ti teč? Bom.
Gospa, veseli smo, da smo se letos organizatorji odločili, da bomo tekli tudi za vašo družino. Prav pa je, da tudi naši gledalci, pa vsi tisti, ki bodo prišli na ta tek, vedo, s kakšnimi zdravstvenimi težavami se ukvarjate v vaši družini. Kakšne zdravstvene probleme imate? Karmen ima cerebralno paralizo, epileptičke napade ima, pa še zdaj so ugotovili, da srce ne dela prav, tako da imamo zdaj še za srce. Iščemo, kje nas bojo sprejeli, ker pod narkozo jo noben noče, da dela, ne? In zdaj se s zdravnicima menimo, da bi kjer ga najdli, da bi jo še srce kontrolirali, ker jo nikakor ne morejo. Kakšno je pa vaše tako socialno stanje? Glih, da bi bilo dobro, ni. Jaz imam plačo za izgubljeni dohodek, ker sem pustila šeh, da bi ostala sa Karmen doma, da je ne bi dala v zavod. Karmen pa ima tisto, ko se rekne, tisto, to je invalidnina, no, 300 evrov. Ste sami še sinom? Sami, ne, sin je z mano, momentalno, dok si ne dobije stalno službo, pa bi šel s tabo, za sebe, ker jaz imam 35 kvadratov stanovanje, tako da se stiskamo. Vidim pa, da je Karmen kar precej nagajiva, ne? O, Karmen je nagajiva. Od Karmen ne moremo neč skuhati, neč oprati, ko je doma, tako da ko mi čakamo, da gre v šolo, da se malo spočijem, pa kaj naredim, ne. Katero šolo pa obiskuje? Osnovno šolo Slavka Groma, Zagorje ob Savi. A bi si lahko zamišljate življenje brez te osnovne šole? Ne, res ne. To nam je tako velika pomoč. Pa tudi, ko bo 25 let stara, ne vemo, kako bomo, ker je bomo v delavnicu morali dati. Tja pa nismo še pripravljene. Težko nam bo. Mimo grede, ste vi kje pripravljeni na kakšen kilometr z mano? Ja, sam. Boste šli? Bi, samo če bi mi je kjer Mirko. Bomo organizirali na tisti dan? V redu, bi, bom. Res, imam rada, da laufam okoli. Kako pa gledate vi kaj na te humanitarne projekte? Meni se dopadajo. Bom iskrena, jaz tudi gledam, da se vklopim bilo kjer v humanitarno akcijo, tako ko je Karmen v šoli, jaz grem pomagati hranu tala takoj, kao humanitarka, tako da izkoristim tisti cajt, ko je Karmen v šoli, da tudi za sebe najdem, da bi kjerem pomagala. No, tudi za vas, za vašo družino smo se nekako odločili, da bomo to leto organizirali Zasavski humanitarni tek. Prav je pa, da tudi gledalci vedo, pa tisti, ki bodo prišli na tek, s kakšnimi zdravstvenimi težavami se sooča vaša družina? Ja, ta prvi bom povedala za Rađana, ker je avtist, ima spektro-avtistično motnjo, pa za ostanek v razvoju, predvsem na govornem. Mož hodi na dializo, je dializni bolnik, že 6 let hodi, letos je bilo 6 let, je 100% invalid, je v penziji. Žan ima plenice, Žan še nič ne govori, drugače Žan hodi, ampak ga težko kontroliramo, če sam hodi, nima to omejitve, nič ne ve, da je to cesta ali pa tako, da je to nevarnost. Ga moramo imeti skozi pod kontrolo, hodi v šolo na dr. Slavka Groma. Tam je v redu, je priden, se doma je tudi priden, no nimam kaj reči, ampak ker pač ne more govoriti, to ima svoje tiste uriskanje, včasih kar malo na poto že hodi tisto, ja. No in jaz upam, da 11. ne bo deževalo, tako kot je zdaj začelo. Kako se je pa z vami začelo, da ste nekako, da ledvica ni več, da nista več delovali? Ja, jaz sem imel že v mladosti en bacil na mandlih, streptokok, ki mi je pustil posledice na ledvicih. Ampak šole, ne pa to, sem se zaključil, v službo sem hodil, ampak se mi pa pri 30-ih tukaj poslabšalo stanje, da sem pa pač mogel na dializo. Tako da hodim 3-krat na teden, po 8 ur. Služba? Ne, invalidska penzija, žal. In je socialna stiska verjetno kar učutna, ne? Ja, seveda je, ne. Jaz imam zelo mihna penzijo. Sreča sem imel, da sem dosti delovne dobe, da sem sploh dobil penzijo, no.
Na dan teka se bo denar zbiral tudi v Kisovcu, v sladolednem butiku Kepca. Celotni skupiček tega dne od prodaje sladoleda bo šel za omenjene 3 družine. Denar bomo zbirali tudi na samem teku, kot je povedala Laura, ali pa lahko že danes in še nekaj tednov po teku humanitarni prispevek nakažete na odprt račun pri Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Če boste to oddajo na mojem Facebook profilu všečkali, jo delili, kaj komentirali, bomo s pomočjo žreba razdelili 2 nagradi. Prvi nagrajenec bo prejel bon za masažo, ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Drugi nagrajenec bo prejel bon za pico v restauraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec. Kozmetični salon Petra in Naš hram sta tudi podpornika naše oddaje. Se vidimo v petek 11. maja na Rudarju.